Kolikrat ste z avtom stali v koloni in si rekli, to ne pelje nikamor več, še pešci me prehitevajo. Promet je v nekaterih naših mestih res postal obupan in v Ljubljani recimo vsako jutro vse stoji. Politiki nas prepričujejo, naj uporabljamo javni promet. Ja, vse bi ga, če bi bilo na voljo še kaj drugega kot patrole. Zato me v bistvu tokrat zanima, če imajo enkrat za spremembo morda res prav. Z Matejem sva zmenjena v centru na Prešercu, štart pa tukaj na Fužinah, ki so v bistvu eden najbolj pogosto poseljenih delov Ljubljane. Zdaj, glavno vprašanje je, kdo gre skalo? Ajde, Cifra ali Prešeren? Prešeren. Ne, ti greš strolo, upam, da imaš Urbano. Kako paš? Začni štopati. 3, 4, zdaj. No, kje je zdaj? Aha, tam ne vidim postajo. Upam, da bo kmalu. Me vedno dobi na fintam. Upam sam, da imam dosti polno baterijo na telefonu. To je edina stvar, ki jo rabim zdajle. Prav spomnim se, ko sem naredil izpit za avto in so mi bili pol vsi sošolci fovš, ko sem se peljal mimo avtobusa. Sem bil največji frajer na vasi. Ampak nič več, prometa je toliko danes, da me ponekod še trole prehitevajo, ker se jim navadno odstopi prednost. Ampak ni problema. Menjalnik je DSG in zato prestavlja sam namesto mene, jaz samo pritiskam na gas in zavoro. Ni ravno adrenalinska tale dirka danes, ampak vidim, zakaj bodo lastniki skale navdušeni nad tem avtomobilom. Vse tako enostavno in takoj domače, gumbi so točno tam, kjer jih roka išče, prostora je veliko. Ja, in to je najbrž največji problem sodobnega prometa, ko vidim, da se v večini avtomobilov vozi samo voznik, prostore pa za 5 potnikov. Tukaj bi se dejansko še celo udobno peljali, skala je verjetno najbolj prostoren avto v tem segmentu. Ja, čas pa kar hitro teče. Kolone je pa tudi še kar precej. Ta prijetna jutranja ljubljanska gneča. Ja, sem že v centru. Sploh ni tako dolgo trajali. Druga smo v Fužine izbrali zato, ker po zadnjih podatkih tam živi 385 prebivalcev na hektar. Leta 2000 pa so ocenili, da na tem področju živi najmanj 18 000 ljudi. Ker gosto naseljeno in v takšnih primerih je daleč najbolj smiselno narediti dober javni promet. Jaz skozi navijam za mestni vlak, čeprav ne vem, če ga bom kdaj dočakal. Evo, za vozovnico sem dal 1,30 evra, pa nobenih problemov s parkingom. To je res fajn občutek. 2 kroga sem naredil, nobenega parkinga ne najdem. Garažno hišo na Kongresnem mi je pa Matej prepovedal, ker se moram znajti. Končno! Vožnja je bila zelo udobna, zdaj pa še peš do centra. Zdaj sem pa že klele, že trom ustal je, pa Prešerca že vidim. Joj, upam, da ga ni. Sajt, 27 minut, in ga pa ni. Evo, ura parkiranja v centru je 80 centov, za gorivo sem porabil slaba 2 evra. Ok, računice lih ni, ampak je bila vožnja hitra in udobna, pa vem, da bom prvi na cilju, ker vidim, da ga še ni. Pa kako no? Kje si toliko cajta? Kako si lahko pred mano? Ja, šofer je ful gonu. Koliko časa ste že tle? 7 minut te že čakam. No in kaj ste zdaj ugotovili, da je trola še vedno hitrejša, ali kaj? Ja, spočemo še parking iskati. Ja. Ne? Ja, to je res, grejo zdaj na en kafe. Pa mislim, da je prezgodi. Ja, zapir je pa prezgodi, ja. Ne moreš. Pej.